Gostujoče skupine so vsak dan nastopile v drugem kraju na celovečernih koncertih s skupino gostiteljico. Ovo nam je znači prvi put gdje učestvujemo. Prvič smo prisotni na tem za nas tako velikem festivalu Slofolk. Zelo smo zadovoljni tako z organizacijo kot organizatorji. Do zdaj gre vse po načrtu. Mislim, da tudi njim ni žal, da so nas povabili. Sami organizatorji nisu pogrešili što su nas pozvali. Festival je sicer nastal na pobudo folklornega društva Kres iz Novega mesta. Z njegovim razvojem so v društvu zadovoljni. Čeprav mogoče se ni v Sloveniji še tako dobro parijel, kot recimo Lent ali pa kateri drug festival, ampak polahko napredujemo, tako da ni problema. Dogodek je namenjen druženju, predvsem pa predstavitvi različnih folklornih plesov, navad in šeg. Eno izmed teh je izmenjava kulturne dediščine z drugimi državami iz Evrope, druga pa je ta, da gremo na potovanje vsako leto v tujo državo, kaj ne? Delujemo s srcem, bom rekel, ker drugače ne gre. Ne zahtevamo nič za plačilo, za nobeno stvar, ampak smo izredno veseli, da se lahko družimo, da ohranjamo to naše slovensko skromno izročilo, ampak ki bo šlo iz roda v rod. Največ, kar smo odnesli neke velike zalogaje organizacijske, potem sodelovanje med drugim skupinam, ker to zmer nekaj usklajevati, več skupin naenkrat skupaj v neko časovne urnike je zmer zelo zahtevno. Skupine so se sicer predstavile tudi v Artičah, Šentvidu pri Stični in Šmartnem pri Litiji, dopoldne pa jih je sprejel tudi novomeški župan Alojzij Muhič.